Pozdravljeni, dragi otroci! Zelo sem vesela, da ste z mano spet na kanalu Moj knjižni kotiček in danes sem za vas ponovno pripravila eno super pravljico. Joj, jaz se res opravičujem, da je tako razmetano. Joj, koga bi jaz prosila, da bi mi lahko pomagal urediti tele copate? Joj, morda vi veste, otroci, koga bi jaz poklicala? Kužka? Ne. Kuža mi ne bo mogel pomagati. Že vem. Tamle zadaj se skriva v tej beli hiški z rdečo streho. A veste, kdo je to? Poglejte jo. Muca copatarica. Ta mi bo zagotovo pomagala. Kaj ne? Mi boš pomagala? Seveda mi bo pomagala. Udobno se namestite, tako se bom tudi jaz in tale mucka, ki bo z mano prebrala tole pravljico. Pravljico Muca copatarica je napisala slovenska pisateljica Ela Peruci, ilustrirala pa Ančka Gošnik Godec. Smo pripravljeni? Smo? Pa začnimo. V mali vasi so majhne hiše in v vsaki hiši so otroci. V pisanih srajčkah so in obuti v rdeče in modre copatke. Vse hiše v vasi so bele, vse strehe na hišah so rdeče. Vsa okna imajo zelene naoknice, dvorišča so pometena in cesta je gladka. Vse je v najlepšem redu. Le otroci so neredni. Zvečer, ko ležejo spat, nikoli ne pospravijo copat za seboj. In drugo jutro jih iščejo pod mizo, na stopnicah, v vozičku, med drvmi, v žepu očetove suknje in po dolgem iskanju najdejo eno copato v kuhinji, drugo pa v sobi. Neko jutro pa, ko so že v vseh hišah v mali vasi kuhali zajtrk, je Janezek zaman iskal svoje copate. Mama, kje so moji copati? Je vprašal. Če jih nisi zvečer pospravil, ti jih je odnesla Muca, je odvrnila mama. Mama, kje so moji copati? Je klicala Špelco v sosednji sobi. Če jih nisi zvečer pospravila, potem jih je odnesla Muca, je rekla mama. Mama, kje so moji copati? Je vprašal Tine v tretji hiši. Muca ti jih je odnesla, ker jih nikoli ne pospraviš, mu je odgovorila mama. Mama, kje so moji copati? Je vprašala Tonka in mama je odgovorila. Muca jih je odnesla. V vsej vasi je dišalo po sladki kavi in otroci so bili že pošteno lačni. Kar bosi so posedli k mizi, napili so se tople kave, potem pa je Janezek stopil na prag in zaklical čez cesto. Špelca, pridi k meni! Špelca je takoj pritekla na prag in rekla. Saj bi rada prišla, pa ne morem. Muca mi je odnesla copate, pridi ti k meni. Ne morem, je rekel Janezek. Muca mi je odnesla copate. Tine, sta klicala Janezek in Špelca. Pridi k nama. Tine je pritekel na prag in odgovoril. Muca mi je odnesla copate. Še Tonka je prišla na hišni prag, tudi njej je Muca odnesla copate. V vseh hišah so odpirali vrata in vsi otroci so prišli bosi na prag.
Muca mi je odnesla copate, so klicali drug drugemu. Prestopali so se z noge na nogo, ker jih je zeblo. Potem pa je posijalo sonce in otrokom je bilo toplo. Bosi in v pisanih srajčkah so prišli na cesto. Spraševali so se, kam je odnesla Muca naše copate? Poiščimo Mucin dom, je rekel Jurček. In so šli. Zavili so s ceste in hodili po rosni travi. Prišli so do gozda in so šli kar naprej. Hodili so po mahu, poslušali so ptičje petje in prepogibali grmičke, da bi našli Mucin dom. Sredi gozda pa so našli belo hišico z rdečo streho. Okna so bila polna ruž. Na vratih pa je bil napis Muca copatarica. Muca je otroke slišala in jim odprla vrata. Ja, ljubi otroci, kaj bi radi? Copate, so prosili otroci. Nato jih je povabila v hiško. In v hiški so bile police in na policah modri in rdeči copatki. Kakšen red je bil v hiški! Otroci so umolknili. Vsak naj vzame svoje copate, je rekla Muca copatarica. To pa ni bilo lahko. Copatki so bili očiščeni in zakrpani, a potrgani gumbi spet prišiti. Otroci so jih komaj prepoznali. Bobek, najmanjši med otroki, pa svojih copatk ni našel. Vsi otroci so bili že obuti, on pa jih je še vedno iskal. Če copatk ne najdeš, boš moral bos domov, mu je rekla Muca copatarica. Bobka je zeblo v noge in na jok mu je šlo. Njegovi copatki so bili raztrgani, na polici pa ni bilo strganih copatk. Otroci so že odhajali iz hiške in Bobka je vedno bolj zeblo. Muca copatarica pa mu je govorila: Bos boš šel domov? Prehladil se bom, je rekel Bobek in Muci se je zasmilil. Najbolj nereden si, a najmanjši in bi se nemara res prehladil, če bi hodil bos, mu je rekla in mu prinesla copatke. Bili so zakrpani in čisti. Ko bo zapadel sneg, ti sešijem nove, mu je obljubila. To pa so slišali tudi drugi otroci. Obrnili so se in prosili: Meni tudi, meni tudi, meni tudi. Muca copatarica jim je pomahala in rekla: Tudi vam jih sešijem. Zaprla hiško in gledala skozi okno, kako so otroci v pisanih srajčkah in v rdečih in modrih copatkah hiteli domov. Zadnji je tekel Bobek. Bobku sešijem najtoplejše copatke, takšne preko gležnjev. Janezku sešijem takšne, da jih bo lahko nosil tudi k telovadbi. Špeljčini copatki bodo lepi kot mamini. Tinetu, ki izgubi vsak gumb, moram sešiti copatke brez gumbov. Tonki pa sešijem copatke s cofi. In drugim otrokom? Vsakemu takšne, kot si jih najbolj želi. Tako bom vsem ustregla, je premišljevala Muca copatarica, ko je gledala za njimi. In potem je zaprla še okno in zaspala. Danes sneži in Muca copatarica šiva copatke za otroke iz male vasi.
zajčjo kožo jih bo podložila, da bodo toplejši. Kdo ve, ali bodo otroci pospravili, ko pojdejo spat? Otroci, ali vi nosite copate? Ja, jaz jih neznansko rada nosim, neprestano. In tudi pospravim jih, da slučajno ne pride muca copatarica. Tako, upam, da vam je bila pravljica všeč. Takole. Zdaj pa, muca copatarica, jaz mislim, da je čas, da midve najprej pospraviva vse tele copate in jih urediva, a ne? Vas, otroci, pa vabim, da se mi pridružite na kanalu Moj knjižni kotiček, kliknete tukaj gor in se prijavite, da boste lahko slišali še mnogo novih pravljic. Do takrat pa, adijo, čau, čau. Pridi, muca, greva boš pospravljati. Bomo vzeli tele copatke. Pa kje pa še eden, da vidimo. Aha, evo ga. Takole, evo. Pa tega lepo pa pospravila. Aha, tale sodi zraven. Joj, ne. Tule sta še dva copatka. Ti otroci, kaj ne pospravljajo copatko za sabo. Še tukaj le eden. Super, tele bomo dali malo sem. Potem pa imamo še en mali copatek. Joj, ta pa ne vem, če ima par. Pa še tale copatek. Tale bo tale, a ne? Ja, seveda. Evo, takole. Ti otroci. Pa tega le bomo dali še tukaj, pa tega tukaj. Joj, ampak tale copatek. Tega pa ni nikjer. Ga bom šla, pa ga bom popravila in sešila. Super, zdaj pa je točno tako, kot mora biti. Pozdravljeni, dragi otroci! Me veseli, da smo ponovno v mojem knjižnem kotičku. Olala! Pozdravljeni, dragi otroci! Danes je pa namesto mene kar nekdo drug povedal. Kdo pa si? Laura? Laura si. Ja, Laura je moj sin, ki zelo rad posluša Pravljice. Ja, izredno rad posluša pravljice. In on je tudi eden tistih, ki je kriv za to, da sedaj pripovedujem pravljice tudi vam, dragi otroci. Ja, povej, Laura, kako pa to, da si danes z mano? Zato, ker mi je ta pravljica zelo všeč. Ja, katera pravljica pa? Poglej, koliko imava knjig. Katero bova izbrala? Miška in srčnost. Miška in srčnost? Te pravljice pa še ne poznam. Kaj pa je tako nenavadnega na tej pravljici, da ti je všeč? Ko je miška pregnala mačka. Miška je pregnala mačka? To še pa nisem slišala. Kaj, tako je bila močna? Ne vem še. Ne veš še? Sam to se spomnim. Potem pa mislim, da je čas, da si preberemo tole pravljico. Jo boš lahko poiskal, prosim? Ja. No, super. To je ta knjiga. Ja, pa poglejmo, ne? José Moran in Ulises Wenzel, Miška in srčnost. Nekoč je živela velika družina poljskih miši in bila je zelo srečna. Dom si je ustvarila tik ob vrtu, na katerem je rasla vsakovrstna zelenjava, tako da jim ni bilo treba nikoli skrbeti, kako naj si priskrbijo hrano.
Miške so prespale skoraj ves dan. Ko pa se je znočilo, so prilezle iz luknjice in se čisto potihem, da jih ne bi odkrili, odpravile na vrt. Tam so si privoščile bogato gostijo. Včasih so si nekaj živeža odnesle tudi v domače shrambe, da so ga imele na zalogi za vsak primer. In med številnimi člani družine je bila tudi miška Živka. Ni bila niti najbistrejša med vsemi, niti najhitrejša, niti največja, niti najbolj ljubka, niti najbolj prijazna. Bila pa je zelo močna in srčna in nikoli se ni pritoževala. Živka, ali te nič ne zebe? So jo spraševale druge miške. Ne, ampak se da prenesti, je odgovarjala. Živka, ali nisi nič utrujena? Sem, ampak se da prenesti. Miškam se je godilo kot v nebesih, dokler se ni nekega dne vse spremenilo. Lastnikom vrta je bilo dovolj, da jim glodavci požrejo vse pridelke, ki jih gojijo, in so kupili črnega mačka. Ker je bil velik in močan, je dobil ime Samson. Uboge miške so kar okamenele od groze, ko so ga zagledale. Nič več niso mogle na vrt. Lagodnega življenja je bilo konec. Izgubljene smo, so tarnale. Zdaj lahko jemo samo plevel in neokusne koreninice. Pa še sreča je, če jih sploh najdemo. Nevarni Samson se je sprehajal okrog vrta. Gorje miški, ki jo je tam srečal. Miškam so spodleteli vsi poskusi, da bi ga prevarale. Že nadaleč jih je zavohal in bil zmeraj zelo pozoren. Miške so bile obsojene na stradanje. A lakota še ni bila najhujša. Najhujše je bilo, ker so se miške prepustile malodušju in strahu. Kadar pa je nekoga strah, ne more jasno razmišljati. Joj, kaj bomo zdaj? So spet in spet nemočno stokale. Nazadnje pa so sklenile, da se bodo s Samsonom poskusile pogoditi. Na palico so privezale belo krpo in si tako naredile belo zastavo. Najstarejša miška in glava družine se je v spremstvu 5 največjih miši odpravila na vrt, da bi se pogovorila z mačkonom. Kaj bi rade? Jih je vprašal Samson z neprijetnim, hripavim glasom, ko jih je zagledal. Dlaka se mu je nasršila in iz odprtega gobca so se zapleščali ostri zobje. Miške so preplašeno strepetale. Najstarejša se je opogumila in izjecljala. Če nam dovoliš, da se še naprej hranimo na vrtu, ti obljubljamo, da ti bomo vsak dan prinesli ribo iz reke. Prijateljujemo z bobri in lovili jih bojo zate. Nikar me ne spravljajte v smeh. Moji gospodari mi dajo vsak dan jesti ribe, meso, mleko, včasih tudi kakšno slaščico. Edino, česar mi ne dajejo, so miši. Miške so se v strahu obrnile in brž pobegnile na varno. Ponižene in pobite so se privlekle domov in povedale, kako so opravile. Oj, kakšna nesreča! Nič več ne bo suhega sadja in nežnih pogankov, so začele glasno tožiti. Vse razen Živke. Nikoli se ne smemo predati, jim je vlivala pogum. Nečesa sem se spomnila. Naberite suho travo in drobne vejice, potem pa zadeve prepustite meni. In ko se je znočilo, so miške prižgale ob vrtu velik ogenj
potem pa se poskrile v grmovju v okolici. Maček, presenečen, ko je opazil ogenj, se je namenil tja, da bi videl, kaj se dogaja. A še preden je prišel do ognja, je nenadoma v grozi obstal. Nedaleč stran je sredi noči, osvetljene z ognjem, zagledal velikansko, orjaško miš, ki se je počasi pomikala proti njemu. Videti je bila kot pošasten duh. Na pomoč! Na pomoč! Mjav! Je presunljivo zamjavkal maček Samson in se pognal v beg, kot da bi ga podilo 100 hudičev. Zdaj je Živka sklicala družino in rekla: zdaj, dajmo, naberimo dovolj zaloge za vso zimo. Bravo, Živka. Bravo, ja? Miškam ni bilo čisto nič jasno, kaj se je zgodilo, da je maček zbežal. Prilezle so iz skrivališč in brez oklevanja uvogale Živko. Pohitele so na vrt in si nabrale toliko živeža, da so ga komaj znosile v svoje shrambe. In ko so bile spet varno doma, so vprašale Živko: kako se ti je posrečilo pregnati mačka? Lahko je bilo, je odgovorila. Ogenj je metal mojo senco na vrtno ograjo, tako da sem bila videti prava velikanka. Samson me ni opazil, čeprav je bil zelo blizu. Videl je samo prikazen in ker ima strah velike oči, pa se nisi nič bala. Seveda sem se, a se je dalo prenesti. Bila sem močnejša od mačka, kajti zbežal je on. Srčnost ni samo telesna moč, ampak tudi zmožnost prenašati težave in se jim postaviti po robu. In odslej so miške vsakokrat, ko so potrebovale hrano z vrta, prižgale ogenj. In kakor hitro ga je maček Samson zagledal, jo je pobrisal čim dlje stran. Še zmeraj ga v sanjah preganja velikanska miš, pa čeprav je bila prikazan samo Živkina senca. Živka res ni bila niti najbistrejša med vsemi, niti najhitrejša, niti največja, niti najbolj ljubka, niti najbolj prijazna. Bila pa je zelo močna in srčna, kajti rajši se je lotevala težav in jih reševala, četudi je bilo nevarno, kakor sedela doma in tarnala. Ja, tale miška Živka je bila pa res nekaj posebnega. Zdaj pa vem, zakaj ti je tale pravljica tako všeč. Kaj pa si se ti naučil iz te pravljice? Da lahko jaz tudi komu pomagam. Seveda lahko pomagamo, samo trdno se moramo odločiti in verjeti in vztrajati, a ne? Včasih nam kaj ne uspe ravno v prvo, a ne? Super, tako. Upam, da vam je bila tale pravljica o miški Živki všeč. Nama je bila zelo, kaj ne? In če bi si radi ogledali še kakšne druge pravljice, se nama pridružite na Moj knjižni kotiček. Tako, tam pa vas čakajo še druge pravljice. Do naslednjič, se lepo imejte, uživajte in se kmalu spet vidimo. Adijo. Čau, čau. Čau. Izvoli tole miško. Pa pojdiva. Bravo, miška Živka. Ko zapoje zvonček uri, prebudi se maček Muri. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je pa zagotovo tista, ki jo vsi poznate. Le kdo ne bi poznal pravljice, ki jo je napisal slovenski pisatelj Kaj Tanković z naslovom Maček Muri. Res je. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo tejle pravljici. Maček Muri. Ko zapoje zvonček v uri, prebudi se maček Muri. S taco si oči pomane, vzdigne rep in hitro vstane. Mačjo posteljo prezrači, mačjo suknjo pokrtači in na zajtrk se odpravi v krčmo pri veseli kravi. Tam ga čaka stalna miza
in to čajka muca Liza, ki prinese lonček mleka in še mačji kruh od peka. Ob jedači poglobi se Muri v mačje časopise. Vse prebere brez razlike, tudi vejice in pike. Potlej plača in čez cesto gre na sprehod v mačje mesto. V mačjem mestu imajo same mačje stvari in predvsem nobenega psa. Če pa se že kakšen prikaže, mora imeti nagobčnik. In ker psi ne marajo nagobčnikov, ne hodijo v mačje mesto. Zato se po glavni ulici sprehajajo samo mački in mačke. Hodijo na mačji trg, kjer pri brkatem Marku kupujajo ribe iz mačjega morja. Sredi trga stoji mačja občina. Tam uraduje mačji župan, ki mu pravijo veliki maček. Kadar stopi na balkon, ga vsi malčki na trgu pozdravijo. Veliki maček jim zmeraj sporoči kakšno prijetno novico. Včasih jim reče: v nedeljo popoldne bo v mačjem parku velika tombola. Glavni dobitek je maček v žaklju. Ali pa pravi: danes ob 3 bodo v velikem drevoredu mišje motorne dirke. Občinstvo prosimo, naj ne poje tekmovalcev. In tako so dnevi v mačjem mestu zelo veseli in čisto po mačjem okusu. Maček Muri stanuje v Vrtni ulici, v stari hiši na robu veselega mesta. Zdaj ga ni doma, ker koraka po glavni ulici proti mačjemu trgu. Hotel je kupiti ribe, vendar si je premislil in bo raje kosil v gostilni pri Črnem mačku. Da mu ne bo dolg čas, je sklenil, da bo na kosilo povabil prijateljico Muco Maco. Ker stanuje Maca na drugem koncu mesta, ji mora Muri telefonirati. Muca Maca je zaspanka, prava mačja Parižanka. Spala bi, če bi se dalo, do večerje in še malo. V svoji mali mačji hiši nič ne vidi, nič ne sliši. Dokler telefonski zvonci je ne vržejo pokonci. Najprej kličejo veliki in učeni maček Miki. Vprašajo: kako je s tabo? Maca reče: hvala, slabo. Komaj odloži slušalko, oglasi se muc Mijavko. Govori in sploh ne neha. Maca zraven glasno zeha. In že kliče krasni Pepe, ki frizira mačje repe. In za njim veliki Čombe, ki nastavlja pasje bombe. In za njim brkati Marko, ki prevaža ribjo barko. In še stari Rigoleto, ki prodaja mišjo dreto. Malo po 10. uri oglasi se maček Muri. Maca sprejme povabilo, z njim odšla bo na kosilo. Ker je imel do kosila še 2 uri časa, se je šel Muri sprehajati na glavno ulico. Hodil je malo po levi in malo po desni strani, ter tu in tam pogledal kakšno izložbo. V slaščičarni mačji jeziki je videl 4 nadstropne torte. Ker pa ni spadal med sladkosnede muce, je šel kar naprej. V čevljarski delavnici pri obutem mačku so stali v izložbi najnovejši škornji. Hotel jih je pomeriti, vendar niso imeli njegove številke. V draguljarni mačkine solze je videl ogrlico iz pravih mačjih biserov. Bila je tako lepa in tako draga, da se je vsaka mačka pred izložbo razjokala. Ustavil se je pred knjigarno, kjer je bila razstavljena debela in pisana mačja kuharska knjiga. Napisal je lepi Žane, glavni kuhar v gostilni pri Črnem mačku. Muri se je ob misli na današnje kosilo kar vnaprej obliznil. Medtem sta policaja Mucel in Macel po drugi strani ceste peljala v zapor velikega Čombeja. Ko sta ga prijela, je imel pri sebi 4 pasje bombice in je hotel oropati banko. Muri je šel naprej in je skozi okno brivnice pri obritem mucu zagledal župana, velikega mačka, ki mu je krasni Pepe pravkar česal brke in kodral rep. Potem je prišel do velike hiše, na kateri je bil napis Mačja šola. Pred vrati je stal hišnik Macafuzel, v šoli pa so učenci peli mačjo preštevanko. 1 mačka, 4 miši. Gluha koza nič ne sliši. 4 mačke, 1 miš. Gluha koza, ti loviš. 1 mačka je vesela,
ena miš pa škodo dela. Ena koza pa ima sredi glave 2 roga. Ene mačke ni pri hiši, plešejo vesele miši. Koza sede na balkon in igra na bombardon. Eni mački dajmo suknjo, eno miš zaprimo v luknjo. Eno kozo dajmo spat v mlečno-beli kozji grad. Ena mačka vleče dreto, 4 so odšle po svetu. Zjutraj pride bela miš, gluha koza, ti loviš. Medtem pa se je Muca Maca napravila in se malo pred 12 z mačjim avtobusom odpeljala v mesto. Potnikov je bilo malo. Razen nje so se peljali še upokojeni mačji brivec Figaro, učenka glasbene šole Pika s harmoniko ter kuharica Mija in sobarica Maja, ki sta delali v mačjem hotelu v popoldanskem času. Seveda sta bila v avtobusu tudi mačji šofer in mačji sprevodnik. Ko so se peljali skozi veliki drevored, se je nad avtobusom nekaj zabliskalo in potem zaropotalo po strehi. Joj, je vsaj sebe rekla učenka Pika, to je bil gotovo leteči krožnik. Šofer je ustavil avtobus in stopil na cesto. Tako je videl, da na streho ni priletel leteči krožnik, ampak leteči maček Felix, ki je med plezanjem po drevju stopil na napačno vejo in padel na avtobus. Šofer je bil v spasi in je takoj poklical mačjo Milico. Mačka Felixa so zaradi oviranja prometa in nedovoljenega lova na ptiče odpeljali na miličniško postajo. Za kazen je moral plačati 5 mačjih dinarjev. Avtobus je medtem odpeljal naprej in se ustavil na mačjem trgu. Tam je Maco že čakal Muri in odšla sta v gostilno pri Črnem mačku. Sedla sta za mizo na senčnem vrtu in natakar jima je prinesel jedilnik. Na jedilnem listu zbrana je najboljša mačja hrana. Cmok iz ribanega kruha, mačji žganci, mačja šara, mačji gulaš in obara. A za lačne mačje strice so na voljo krvavice. Glavni kuhar, maček Žane, praži jetra in možgane. Peče ribe, kuha rake, fine zrezke in omake. Tu je mleko, tu je kava, tu je sir in zelenjava. Tu je mačji grah v rižoti, mačje torte in kompoti. In za sladkosnede sinke tudi mačje palačinke. Muri naroči za Maco cmoke in pečeno raco, zase pa kokošjo juho in govedino s prikuho. Pod zeleno senčno smreko pijeta ledeno mleko in od fine hrane sita, mačjim šalam se smejita in tako na vse strani hitro mačji čas beži. Po kosilu je šla Maca obiskat prijateljico Mico. Maček Jumbo, Micin mož, je bil na službenem potovanju v Tigraniji in tako sta Mica in Maca lahko nemoteno klepetali o mačjih prijateljicah, o mačji modi in mačjih otrocih. Mica je imela 2 otroka, Mikija in Miko. Miki je hodil v 3. razred, Mika pa v 1. Oba sta bila pridna učenca. Mica je bila nanju zelo ponosna. Ko je prišla Maca, sta ravno končala domače naloge in sta se šla igrat. Miki je delal prevale, Mika pa je lovila svoj rep. Potem sta igrala karte in nato sta se skrivala. Mika je zlezla v omaro in Miki je ni mogel najti. Bil je jezen, a ne preveč. Mica je rekla otrokoma, naj povesta teti Maci kakšno pesmico. Mika je bila takoj za to. Priklonila se je in rekla: Jaz sem mala muca Mika, ko bom zrasla, bom velika. Maca jo je pohvalila. Miki pa je rekel, da ne zna nobene pesmice. Po dolgem Micinem prigovarjanju pa se je le ene spomnil. Rekel je: Sosed Jaka pita polhe, mi imamo v hiši bolhe. Maca se je zasmejala, Mica pa je zavpila: Joj, kje pa si to pobral? Pri hišniku Macafuzlju, je zacvilila Mika. To žljivka, je rekel Miki in ji pokazal jezik. Mir, je rekla Mica. Zdaj bosta hitro pojedla in potem še hitreje zaspala. Mucka sta ubogala. Popila sta mleko in zlezla v posteli. Mikina postelja je bila roza, Mikijeva pa modra. Mica in Maca sta jima zapeli mačjo uspavanko.
Muce bele, muce črne, muce zlate in srebrne. Več ne smejo klepetati, morajo takoj zaspati. Zlato sonce gre za morje, bele sanje čez obzorje. Sanje so velika skleda, pol iz mleka, pol iz meda. Ko jim sanje zadišijo, bele muce prse spijo in za njimi tudi črne in še zlate in srebrne. Medtem ko je bila Maca pri Mici, je sedel Muri s prijateljem Mavom na mačjem štadionu. Danes je bila velika tekma. Igrala sta nogometna kluba Mačkon in Mucek. Mačkoni so bili iz sosednjega mesta, Mucki pa domačini. Zato so gledalci navijali za Mucke. Kričali so: "Živeli Mucki! Fuj Mačkoni!" Ampak Mačkoni so se kljub temu ves prvi polčas dobro držali. Šele v drugem polčasu so prejeli prvi gol. Gledalci so bili navdušeni nad domačimi igralci in so zapeli: "Mucki so se zapodili in so strašen gol zabili." Potem je bila gneča pred vrati Muckov in nekaj igralcev je obležalo na tleh. Sodnik Mačkovič je dosodil 11 metrovko. Navijači so žvižgali. Najbolj se je razkačil veliki Čombe. Malo je manjkalo, da ni skočil na igrišče. Zakričal je: "Sodnik je bik!" Čombe bi pravzaprav moral biti v zaporu, a policaja Mucel in Macel so si hotela ogledati tekmo in sta ga vzela s seboj. Vse je utihnilo. Srednji napadalec Mačkonov se je silovito zagnal in streljal, a vratar Muckov je žogo ujel. Ves stadion je hrumel od veselja, Mav pa je objel Murija in rekel, da ga bo povabil na veliko mleko. Zdaj so se Mucki še bolj zapodili in so zabili še 3 gole. In tako so zmagali s 4-0. Gledalci so mahali zastavicami. Domača godba je zaigrala nogometno koračnico in najbolj vneti navijači so peli: "Enka Mucek kar takole vam zabije 4 gole." Nekaj časa je pel tudi Mav, potem pa je postal žejen in z Murjem sta odšla na veliko mleko. In tako se Murjev dan v mačjem mestu počasi končuje. Njegovi prijatelji so se razšli na različne kraje. Maca gleda mačjo televizijo, hišnik Macafuzelj pripoveduje otrokom pravljice o levih, Mav je šel na nočni lov, policaja Mucel in Macel pa s Čombejem v zaporu igrata karte. In tako se vsi prijetno zabavajo. Muri koraka proti Vrtni ulici in premišljuje, kaj bo danes zapisal v mačjo knjigo. Muri je namreč pisatelj in župan mu je naložil, da mora popisati vse pomembne dogodke, ki se zgodijo v mačjem mestu. Tako je že leta, večer za večerom. Ko zaspijo stare hiše, Muri mačjo knjigo piše. Staco si podpira glavo, pije močno mačjo kavo. In šele ob polnoči zadnjo piko naredi. Pod srebrno rimsko cesto spi že celo mačje mesto. In ob tej zaspani uri posteljo gre tudi Muri. Še budilko si navije in čez glavo se pokrije. In potem do jutra spi, ko ga zvonček prebudi. Čudovita pravljica, kaj ne otroci? Tudi sama se spomnim, ko sem bila tako majhna kot vi, sem velikokrat prisluhnila tejle pravljici, ki jo je napisal slovenski pisatelj Kaj Tanković. Torej maček, Muri. Prav simpatičen je, kaj ne? Tako. Dragi otroci, če si želite slišati še kakšno pravljico, pokukajte v kanal Moj knjižni kotiček in ne pozabite se naročiti, da boste nenehno v stiku z novimi pravljicami. Lepo se imejte in en mači, čau čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico z naslovom Obuti maček zagotovo že poznate, kaj ne? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo dogodivščinam pravljičnega junaka v klasični pravljici Obuti maček. Pred mnogimi leti je živel mlinar, ki je imel 3 sinove. Njegov mlin je stal na griču, okrog katerega so se na vse strani razprostirala rumena žitna polja. Vetrovi, ki so kar naprej pihali tod, pa so skrbeli za to, da vetrnice in kamni
tega mlina nikoli niso mirovali. Leta so minevala skupaj z vetrovi ob tem mlinu, kjer je teklo življenje mirno in spokojno. Ljudem v njem ni primanjkovalo ne jedače, ne pijače. Kaj bi si torej še mnogi želeli? Nekega dne pa je mlinar zbolel. Čuteč, da se mu bliža zadnja ura, je poklical svoje sinove in jim rekel: Poslušajte me, otroci moji, kaj vam povem. Zelo sem star in čutim, da se bliža trenutek naše ločitve. Toda vi ste že odrasli in prepričan sem, da se boste znašli na tem svetu tudi brez mene. Zato mi ni težko umreti. Hudo mi je samo, da vam nimam kaj prida zapustiti. Ob ločitvi lahko izročimo vaše roke samo 3 stvari. Ker pa se nobene ne da razdeliti v 3 enake dele, se boste morali zadovoljiti s tistim, kar vam pripada. In mlinar je zapustil najstarejšemu sinu mlin. Srednjemu je dal osla, najmlajšemu pa velikega sivega mačka. Potem se je starec poslovil od sinov in umrl. Oba starejša sinova sta bila zadovoljna s svojim deležem, samo najmlajši ni vedel, kaj početi s svojim mačkom. Lahko mojima bratoma, je začel tarnati, pogledujoč na svojega mačkona. Njima ne grozi ne beda, ne lakota. Toda kaj bom počel jaz, nesrečnež, s teboj, sivi mišelovec, razen da te zakoljem in si naredim iz tvoje kože kučmo. Ne bodi žalosten, dragi moj gospodar, je spregovoril maček v veliko začudenje svojega gospodarja. Marveč glej, da mi priskrbiš škornje, plašč, klobuk s perjanico in lovsko torbo, potem pa te napravim srečnega in bogatega. Vem, da si star prefriganec, je smeje se odgovoril mlinarjev sin. To najbolj zgovorno dokazuje množica miši in podgan, ki so ti prišle doslej v kremplje. Zato ti zaupam in pripravljen sem izpolniti tvojo željo. Kdo ve, morda se bo še vse obrnilo k dobremu. In mlinarjev sin je povezal svoje borne prihranke v culo in se z mačkom napotil k krojaču. Prosil ga je, naj naredi za njegovega prijatelja lep plašč. Krojač je privolil, nemalo pa se je začudil, ko mu je mlinarjev sin predstavil svojega 4-nogega prijatelja. Čeprav krojač še svoj živi dan ni šival za mačkone, se je hitro lotil dela, ker čudni naročnik ni vprašal za ceno. Lahko kar počakate, je rekel mlinarjevemu sinu, ker bo tako majhen plašč kaj hitro narejen. S plaščem čez roko se je mlinarjev sin potem napotil k klobučarju, kjer se je ponovilo vse tako, kakor pri krojaču. Od tam je mlinarjev sin s plaščem in klobukom, okrašenim z dolgo perjanico, krenil k čevljarju, ki se tudi ni mogel dovolj načuditi čudni naročnikovi zahtevi, nazadnje pa se je le lotil dela in se šil za mačka krasne visoke škornje iz črnega safijana. Brž ko sta prišla iz mesta, je maček za grmom obul škornje, ogrnil žametni plašč in si nataknil na glavo klobuk s perjanico. Tako načičkan je stopil pred svojega gospodarja, ki je sedel na kamnu in žalostno zoril nekam v daljavo. Maček se ga je rahlo dotaknil s taco in rekel: Kaj praviš, gospodar, kakšen sem videti v tej obleki? Mlinarjev sin je pogledal mačka in moral se zasmejati. Bog me, videti si kot pravi grof. Rad bi samo vedel, kaj kaniš s to obleko in kako ti bo pomagala, da me napraviš srečnega in bogatega. Prepusti to meni, je rekel maček mirno, potlej pa je vrgel lovsko torbo čez ramo in namahnil na bližnjo gozdno jaso. Potem, ko si jo ogledal, je rekel: Tu je pripraven kraj, kjer nastavim past in plen mi ne uide. Potlej je položil torbo na travo, razširil njeno odprtino z vrbovo vejico in položil v torbo prgišče žita. Končno se je skril za bližnje drevo in čakal.
Ni trajalo dolgo, že so priskakljale 3 rebice in videč žitna zrna so jih začele zobati, pri tem pa so čedalje globlje lezle v torbo. Tedaj je maček planil izza drevesa, zadavil vse 3 rebice, jih stlačil v torbo, si jo oprtal na rame in jo mahnil naravnost na kraljevi dvor. Tam je zahteval, naj ga pusti pred kralja, češ da prinaša v torbi poslastice za vzvišeno dvorno mizo. Čeprav je imel kralj važne opravke, je imel za takšne obiske zmeraj dovolj prostega časa. Zato je ukazal, naj prišleca takoj pusti preden in sprejel ga je zelo ljubeznivo. Ko se je maček v škornjih bližal kraljevemu prestolu, se je globoko priklonil, obrisal pri tem s perjenico svojega klobuka marmor na tla pred seboj in rekel: Veliki kralj, moj gospodar, grof Karabas mi je naročil, naj izročim vašemu veličanstvu v znak njegovega spoštovanja nekaj odbranih primerov pernate divjadi iz njegovega bogatega lovišča. Potem je odvezal torbo in vzel iz nje 3 rebice. Kralj, vesel tako nepričakovane osvežitve svoje mize, je takoj poklical kuharja in mu izročil dragoceno darilo, potem pa je naročil služabnikom, naj pospremijo mačka v kraljevo zakladnico in mu napolnijo torbo s toliko cekini, kolikor jih lahko odnese. Ob slovesu se je kralj milostno obrnil na mačka z naslednjimi besedami: Sporoči svojemu gospodarju moj pozdrav in zahvalo za darilo, ki me je prijetno presenetilo. S torbo polno cekinov iz čistega zlata se je maček vrnil k mlinarjevemu sinu. Mlinarjevemu sinu so oči malo da ne skočile iz glave, ko je maček v škornjih stresel preden celo ploho blestečih cekinov. Hotel ga je vprašati, od kod mu tolično bogastvo, pa ni mogel od silnega začudenja izgovoriti nobene besede. Toda to je bilo šele prvo v vrsti presenečenj, ki so čakali mlinarjevega sina. Drugi dan je prišel maček na dvor s 3 rejenimi zajci. Čedalje pogosteje je prinašal darila iz lovišča svojega gospodarja. Ob neki priložnosti je maček v škornjih izvedel, da se kralj dogovarja s princeso, svojo hčerjo, da bi se odpeljala v kočiji na sprehod po okolici. Tako je sklenil izkoristiti to priložnost. Na vso moč je pohitel k svojemu gospodarju in zaklical: Gospodar, če me hočeš ubogati, vedi, da ti sreča ne uide. Pojdi se takoj z menoj kopat na kraj, ki ti ga pokažem. Ne da bi mnogo spraševal, je mlinarjev sin pohitel za mačkom k reki. V tem, ko se je kopal na kraju, ki mu ga je pokazal maček, je prispela kraljeva kočija, v katero sta bila vprežena 2 krasna konja v zlati opravi. V naslednjem trenutku je maček kriknil na ves glas: Pomagajte, pomagajte, milostljivi grof Karabas bo utonil! Zdaj je začel tudi mlinarjev sin klicati na pomoč in kliniti, da mu teče voda v grlo, pri čemer je kdaj pa kdaj tudi izginil pod vodo, tako da so mu mlele iz nje samo roke, s katerimi je obupno krilil. In ko je kralj slišal klice na pomoč, je ustavil kočijo in pomolil glavo iz nje. Grof Karabas, je vzkliknil osuplo, da to ni tisti Karabas, ki nam je že večkrat poslal divjačino iz svojega lovišča. Pohitite, rešite ga! V tem, ko so kraljevi služabniki hiteli proti reki, je lukavi maček skril ponošeno obleko svojega gospodarja v grm, pristopil k kraljevi kočiji, se odkril in globoko priklonil rekoč: Ah, milostljivi kralj, mojega plemenitega gospodarja je doletela še ena nesreča. Medtem ko se je kopal, so se priplazili lopovi in mu ukradli dragoceno obleko. Ker se je vse to odigralo v bližini dvora, je kralj ukazal služabniku, naj izpreže konje iz kočije in se urno vrne na dvor, odkoder naj prinese iz kraljeve sobane najdragocenejšo obleko. Služabnik je oddirjal in se kmalu vrnil na penastem arabcu z obleko za grofa Karabasa, ki je kmalu stopil pred kralja, oblečen v svilo in žamet. Kraljeva obleka mu je imenitno pristojala in ker je bil po vrhu visoke in vitke postave, je bil takoj všeč kraljični,
ki je brž prišepnila očetu na uho, naj nemudoma povabi grofa Karabasa na kosilo, kar je kralj rade volje tudi storil. Potem se je grof Karabas z izbranimi besedami zahvalil kralju za izkazano pomoč in za čast, da ga je povabil na kosilo, mu je kralj predlagal, naj prisede v kočijo in se mu pridruži na jutranjem sprehodu. Mlinarjev sin je komaj čakal na to, brž je zlezel v kočijo in sedel k princesi. Medtem pa si je maček, ki je skromno odklonil vabilo, naj sede na gornji sedež v kočijažu, zadovoljno imel tace in tekel pred kočijo, da bi do kraja uresničil svojo lokavo zamisel. Kmalu so prispeli do velikega travnika, na katerem so ljudje prav tedaj kosili. Čujte, kosci, se je obrnil obuti maček nanje. Kmalu se pripelje tudi mimo naš milostljivi kralj v svoji kočiji. Če bi vas vprašal, čigav je ta travnik, mu odgovorite, da pripada plemenitemu grofu Karabasu. Če tega ne storite, vas pretepem tako, da boste svoje kosti v vreči odnesli domov. Kmalu je prispela kraljeva kočija in ko je kralj pomolil glavo iz nje in vprašal, čigav je ta lepi travnik, so kosci v en glas vzkliknili: plemenitega grofa Karabasa. Medtem je bil maček že daleč pred njimi. Gredoč mimo velikega žitnega polja, kjer so žanci nosili snope v kopice, je zaklical: poslušajte me, žanci! Kmalu se pripelje mimo v kočiji naš milostljivi kralj. Če bi vas vprašal, čigava so ta žitna polja, mu odgovorite, da pripadajo plemenitemu grofu Karabasu. Če tega ne storite, vas bom požrl ko miši. Videč, da se s tem čudnim obutim mačkom ni dobro šaliti, so se žanci hudo ustrašili in ko jih je kralj mimogrede vprašal, čigava so ta žitna polja, so vzkliknili v en glas: plemenitega grofa Karabasa. Kralj je zadovoljno pokimal z glavo in se odpeljal naprej. Medtem je maček, čigar delo še ni bilo končano, hitel proti velikemu gradu, mimo katerega naj bi se kmalu pripeljal kralj. Grad je pripadal zloglasnemu čarovniku. Ne da bi le za trenutek okleval, je obuti maček, ki je bil enako pogumen kakor lokav, stopil pred grajskega gospoda in se mu po globokem poklonu začel prilizovati, rekoč: visoko spoštovani in slavni gospodar, po vsem svetu se je razširila slava vašega imena in vaše čarovniške moči. Zato nisem mogel iti mimo vašega gradu, ne da bi vam izrazil iskreno občudovanje. Toda moja sreča bi bila še popolnejša, če bi se mogel na lastne oči prepričati o vaši čudodelni moči. Slišal sem namreč, da se lahko za šalo spremenite v katerokoli zver. Ali to drži? Ob pogledu na drznega pritepenca se je čarovnik razjezil, ko pa je slišal neznančeve laskave besede, ki so godile njegovemu slavohlepju, pa se je naposled povsem omehčal, molče vzel svojo čarobno palico, zamrmral nekakšne čarobne besede in v naslednjem trenutku je stal pred prestrašenim mačkom ogromen, strašen lev. Maček je ves iz sebe skočil za omaro, od koder je hrabno brevsknil: imenitno, sijajno! Samo ne verjamem, da bi se z enako lahkoto lahko spremenili v kakšno majčkeno zverinico, na primer v miško. Ho, ho, je rekel čarovnik prezirljivo, potem ko je spet privzel človeško podobo. Posmehuješ se mi? In ponovno je zamahnil s čarobno palico in v naslednjem trenutku se je njegovo telo začelo krčiti, bilo je čedalje manjše, dokler se ni naposled spremenilo v majčkeno sivo miško. Ne da bi se le za hip obotavljal, je maček planil nanjo in jo slastno pohrustal. Kmalu se je kraljeva kočija ustavila pred krasnim gradom in še preden je kralj uspel vprašati mlinarjevega sina, čigav je ta prekrasni grad, je obuti maček stekel po marmornatih stopnicah, odprl vrata kraljeve kočije in se globoko priklonil, rekoč: dobrodošli v hiši milostljivega gospodarja grofa Karabasa. Ali smem v imenu svojega gospodarja povabiti vaše visočanstvo in veličanstvo na skromno zakusko?
Kralj je vabilo milostno sprejel in kmalu so vsi sedeli za bogato obloženo mizo, ki je bil čarovnik pripravil za svoje prijatelje. Kralj, ki se je čedalje bolj čudil grofovemu bogastvu, se ni mogel premagati, da ne bi grofu ponudil roko svoje hčerke in polovico kraljevine, na kar je mlinarjev sin komaj čakal. Nato je kralj vzdignil čašo in nazdravil mlademu paru, želeč mu mnogo sreče. Še isti dan je bila na kraljevem dvoru njuna poroka. In po kraljevi smrti je mlinarjev sin podedoval vso kraljevino in obuti maček je postal njegov prvi dvorni svetovalec. Ta visoki poklic pa ga ni motil, da je ne bi občasno mahnil na lov na miši ali podgane, ki jih je bilo na dvoru njegovega gospodarja zmeraj na pretek. Tale domišljijska pravljica je zgodba o uspehu v pravem pomenu besede, kaj ne? Zanimivo, kako je maček z vztrajnostjo in prebrisanostjo uspel uresničiti svoje sanje. Ali pa so to bile sanje njegovega gospodarja? Kdo bi vedel? Otroci, sledite svojim sanjam. Verjemite vanje in slej ko prej vas bo pot pripeljala tja, kamor si želite. Ne pozabite še pokukati v YouTube kanal Moj knjižni kotiček in prisluhnite še kakšni pravljici. Uživajte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes sem za vas pripravil posebno pravljico o deklici Marinki, ki je našla ubogo muco. Doma je skrbela zanj in nekega dne se je marsikaj spremenilo. Se mi zdi, da vas že prav zanima, katera pravljica je to, zato se hitro in udobno namestimo in prisluhnimo pravljici z naslovom Marinka in mucki. Marinka je za svoj rojstni dan dobila dnevnik, lepo vezan zvezek za pisovanje pomembnih dnevnih doživetij. Danes, 20. maja, sva imela z Jankom piknik na rečnem bregu. Mama nama je pripravila polno košaro dobrot od svrtega piščanca, trdo kuhana jajčka, paradižnike in sadje. Toda medtem, ko nisva gledala, k košari se je priplazil maček in začel stikati po njej. Oh ne, se je prevrnil, zavpije Marinka. Ne da bi pomišljala skoči iz čolna, da se zamaje, Janko izgubi ravnoteže in čafne v vodo. Maček se prestraši in zbeži. Pridi sem, saj ti nisem hotela prestrašiti, kliče Marinka za njim. Janko pogleda iz vode, ravno v trenutku, ko njegova sestra presenečeno vzklikne. Glej, saj ni maček, mačka je in velik trebuh ima. Ali bo imela mucke? Vpraša brat. Da, zato je bila tako lačna. Janko in Marinka se previdno približata mački in ji ponujata priboljšek. Tokrat ne beži, ampak samo povalja po travi. To pomeni, da jo je sprejela za prijatelja. Pustiva jo počivati, midva pa se pojdiva malo namočit. Janko predlaga sestri. V vodi se otroka igrata, tunkata in potapljata. Ko prideta iz vode, hej, kam je izginila Mina? Preiskujeta okolico vse do ute na koncu vrta. Mačka zvita v klobčič lezi na lesenem stolu, ob njej pa mucki, Mina je povrgla mucke, se razveseli Marinka. Narediti ji morava udobno zatočišče. Brat in sestra odkrijeta v uti star zaboj, samo popraviti ga moramo, meni Janko. Pa bo kot nalašč zanje. Malo pozneje so Mina in mladiči že nastanjeni v svoji hiški. Marinka jim še prej postlala z mehko blazino in travo. Marinka nadaljuje svoj dnevnički zapis. Še sreča, da za Mino in njene mucke naredila varno zavetje, ker to noč močno piha. Tresk, strela trešči in ob glasnem gromu Marinka kar poskoči. Pogleda skozi okno. Kakšna nevihta. Upam, da muckov ni preveč strah. Ko se Marinka naslednje jutro zbudi, si hitro obleče dežni plašč in steče pogledat Mino in mucke.
počepne pred njihovo hiško in vidi, da je z njimi vse v redu. Si oddahne. Puffy ves raznežen opazuje mačjo družinico. Tudi on je pomirjen. Danes Marinka piše svoj dnevnik. Minini mucki so že močno zrasli. Z Jankom bomo poskusila udomačiti. Ko otroka muckom prineseta hrano, se razbežijo na vse strani. Tudi pobožati se ne pustijo. Preveč divji so še, reče Marinka. Seveda ji niti na misel ne pride, da bi odnehala. Zdaj poskuša največjega privabiti s peresom. Daj, pridi, Čopek, nikar se ne boj. Toda mucek se ne pusti prepričati. Že vem, delala se bom, da spim. Zvijača deluje. Kakor hitro leže, se radovedni muc previdno priplazi bliže. Marinka ga skuša vzeti v naročje, ampak mjav, in Čopek je že daleč proč. Pridi nazaj, pije deklica in se požene za njim. Pazi, proti reki teče, jo opozori Janko. Če ga ne ustaviva, lahko še utone. Na srečo Čopek ni skočil v vodo, ampak spleza na drevo. V visoki krošnji se ne upa več niti ganiti. Ne more več dol, preveč se boji, ugotovi Marinka. Janko steče v vrtno uto in se vrne z lestvijo. Spleze do okenca, prav na zadnji klin, ne dosežem ga, reče razočarano. Mjav, mjav, mjavka Čopek trepetajoč od strahu. Pojdi dol, bom jaz poskusila, reče Marinka bratu. Ampak lestev je še vedno prekratka. Naj dekle še tako steguje roko, mucka ne mora prijeti. Splezati moram še višje, si misli, drugače ne bo šlo. Prime se za vejo in se splazi do Čopka. Se boš zdaj pustil prijeti, se mu nasmehne. Mucek okleva, potem pa dovoli, da ga Marinka vzame v roke. Mjav, zamjavka, kot bi hotel reči, hvala, ker si me rešila. Ob koncu poletja Marinka pripoveduje dnevniku. Odkar sva z Jankom vrnila Čopka, njegovi mami, vsi mucki vidno rasejo. Nič več se naju ne bojijo. Nekega jutra se Mina noče igrati z mladiči, ampak se začne jeziti nanje. Videti je, kot da jih ne mara več in jih odganja. Ubožica nima več mleka zanje in hoče od njih, da se znajdejo sami, saj so dovolj odrasli. Mucki ne razumejo dobro, kaj se dogaja, zato postanejo žalostni. Nekega lepega dne pa. Čopek in njegovi bratci so izginili, je vznemirjena Marinka. Pohiti, Janko, poiskati jih morava. Smola, Marinkino kolo ima počeno zračnico. Vzemimo moje, še dobro zategnemo vijake, da bo zdržalo oba. Brat in sestra preiskujeta okolico. Pregledujeta travnike in rečni breg, toda o muckih niti sledu. Tamle, v travi se nekaj premika, vzklikne Marinka. Samo zajec je, vzdihne Janko. Greva naprej. Gospod Marjon se s traktorjem pripelje po poti. Vpraša otroka. So mucki, ki se sprehajajo skozi koruzo, vajni? Marinka in Janko sta vsaj iz sebe od veselja. Minini mladiči so živi in zdravi. Ko se Marinka vrne domov, zapiše v dnevnik. Vse dobro, kar se dobro konča. Kmet je bil zato, da vzame mucke na kmetijo. Kmet je bil zato, da vzame mucke na kmetijo. Tam bodo že imeli dovolj hrane, toplo slamo, za ležišče in množico miši, da jih bodo lovili. Konec. Marinki pa ob koncu in njenih mladičih res ni bilo dolg čas. Koliko zanimivih stvari se je na koncu vse dobro išlo, saj so mucki našli nov dom. Marinka pa bo v kakšni drugi knjigi spet doživela veliko dogodivščin. Zato pokukajte še med ostalimi pravljicami, ki v mojem knjižnem kotičku čakajo na vas. Uživajte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau!